Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, naj vas še enkrat spomnim, da 9. decembra pripravljamo delavnico o investiranju. Veliko vprašanj smo prejeli od vas, in sicer kako začeti z investiranjem, kako odpreti trgovalni račun, kako kupiti posamezno naložbo, sestaviti košarico oziroma portfelj naložb ali vložiti enkratno ali postopoma. Na vsa ta vprašanja in še veliko več bomo odgovorili 9. decembra na online delavnici. Ta bo pa pripravljena na način, da bo vsak razumel vse. Primerna je za vse začetnike, za tiste, ki želijo utrditi svoje znanje, pa tiste, ki niso prepričani v svoj pristop. Priporočamo pa jo tudi vsem tistim, ki še nikoli niste doživeli prave finančne krize. Delavnica bo pripravljena na način, da boste lahko spoznanja praktično takoj uporabili v praksi. Video pa vam bo tudi stalno na voljo v MoneyHow oblaku. Vsebino delavnice preverite na spletni strani businessspace.com/webcast. Še enkrat businessspace.com/webcast. Danes pa bomo govorili o investiranju, vendar malce drugačnem, in sicer o investiranju v zdravje. Koliko plačamo za zdravje iz našega žepa, iz naše plače in kaj za to dobimo. Če bi potegnili črto pod vsemi izdatki, ki gredo za zdravje in zdravstvo, bi se ob znesku kar malce zgrozili. Pa dajmo pogledati izračun. Od naše plače se vsak mesec v povprečju odvede dobrih 13% za obvezno zdravstveno zavarovanje. To je znesek, ki ga plačamo iz in na našo bruto plačo. Če vas zanima, koliko vplačujete v javno blagajno vsak mesec, preverite na vaši plačilni listi. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje pa je povprečen aktiven Slovenec lani vplačal 250 evrov mesečno oziroma 3000 evrov letno preko obveznega zdravstvenega zavarovanja. To je tisti del, ki nam trgajo od naše plače. To je 250 evrov mesečno oziroma 3000 evrov letno. To seveda ni še vse. Iz podatkov OECD izhaja, da Slovenci iz lastnega žepa doplačamo letno še dodatnih 40% za zdravstvene storitve, zdravila in opremo. To pomeni dodatnega 100 na mesec oziroma 1200 evrov na leto. V to oceno je vključeno tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki nas ta hip mesečno stane 35 evrov oziroma letno 420 evrov. Potem seveda imamo še druge dodatne stroške, ki jih imamo z zdravjem, zavarovanji in jih pa krijemo iz lastnega žepa. Torej pod črto na leto plačamo za naše zdravje in zdravstveno blagajno v povprečju 4200 evrov. Če vzamemo 40 let delovne dobe in upoštevamo povprečno 3% rast izdatkov za zdravje na leto, kar je konzervativna ocena, pa to pomeni, da bomo samo za zdravje plačali v delovno aktivni dobi skoraj 320 000 evrov. Višina vplačila v zdravstveno blagajno je odvisna tudi od višine naše plače. Več zaslužite, več vplačujete. Vse skupaj pa potem tudi odvisno od naših lastnih dodatnih izdatkov, ki pa se praviloma z leti samo še višajo. Prav tako podatki kažejo, da tisti z višjimi dohodki praviloma več tudi plačujejo zasebnikom, po domače povedano. Koliko pa vi osebno stanete zdravstveno blagajno? Torej, koliko stane vaš obisk pri zdravniku ali zdravila, ki jih predpiše, operacije, ki jih imate v sklopu javne mreže? Vse to lahko preverite na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje za vsako leto posebej, vse od leta 2013. Povezavo do tega mesta objavim tudi v opisu te epizode in toplo priporočam, da to stran obiščete. Tam boste našli celovito vrednost opravljenih zdravstvenih storitev in koliko je bilo obračunanega na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja in koliko na račun dopolnilnega zavarovanja. Za dostop do teh podatkov potrebujete le digitalno potrdilo.
Podatki bodo marsikoga presenetili. Bom navedla nekaj primerov iz mojega obračuna stroškov. Pregled pri osebnem zdravniku je denimo stal 9 evrov, od tega je šlo 5,39 evra na račun obveznega zavarovanja, razlika pa je šla na dopolnilno zavarovanje. Cepljenje proti covidu je stalo dvakrat po 14 evrov, obakrat v breme obveznega zavarovanja. Pregled po letih pokaže, da je bila moja vrednost koriščenih storitev v javni mreži nekaj desetakov na leto. Ne hodim veliko k zdravniku, se pa zgodi, da tudi jaz moram kdaj k zdravniku in takrat v bistvu plačam nekaj desetakov na leto, 20, 30 do 60 evrov na leto. Lani pa denimo sem imela en izreden primer, bila sem hospitalizirana, operirana, tudi ležala sem na intenzivnem oddelku, bila pregledana z ultrazvokom, magnetom, večkrat so mi vzeli kri, prejela sem res cel kup zdravil in tako dalje. Cena vsega skupaj pa je bila 3000 evrov. Na račun obveznega zavarovanja je šlo 2400 evrov, na račun dodatnega zavarovanja oziroma dopolnilnega zavarovanja pa 600 evrov. Glede na to, da smo v covidnih časih, sem na Zavodu za zdravstveno zavarovanje preverila tudi, koliko stane javno blagajno zdravljenje covidnega bolnika. Vrednost bolnišničnega zdravljenja zaradi covida z zapleti znaša 3523 evrov, s katastrofalnimi zapleti 6300 evrov, z dolgotrajno uporabo ventilatorja pa 37924 evrov. Gre za ceno ene hospitalizacije, torej enega pacienta od sprejema do odpusta iz bolnišnice, ne glede na število dni zdravljenja, ker je povprečno število dni zdravljenja že upoštevano v ceni. O tem, koliko mali človek plača za to, da dostopa do zdravstvenih storitev, se pravzaprav ne govori. Tema je sploh v teh covidnem času občutljiva, pa vendar tudi o tem se je potrebno pogovarjati, sploh zato, ker težave v javnem zdravstvu niso od včeraj. Imamo rekordno dolge čakalne vrste in smo na prvem mestu po čakanju pri številnih zdravstvenih posegih med članicami OECD. Danes pa je težava tudi v tem, da sploh ne moremo ali pa z velikanskim zamikom dostopamo do zdravstvene oskrbe v sklopu javne mreže. In prav to bo verjetno v prihodnosti predstavljalo še dodatni pritisk na javno zdravstveno blagajno. Seveda, če imamo denar, veze in poznanstva, pa je zgodba za malega človeka lahko tudi drugačna. Kaj nas torej čaka? Bomo morali tako kot za pokojnino varčevati tudi za zdravje. O vsem tem se bom pogovarjala z zdravnikom, specialistom, dermatovenerologom, dr. Bojanom Popovičem, ki je tudi pravnik in tudi pravni svetovalec na Fidesu, je pa tudi človek, ki brez dlake na jeziku pove tako, kot je. Pozdravljeni, dr. Popovič. Pozdravljeni, dober dan. Moram priznati, da sem bila majčkeno v dilemi glede današnje teme. Trenutna situacija v državi je grozljiva. Smo namreč v zdravstvenem lockdownu, zdravstvu grozi kolaps, covidni oddelki se polnijo, ne-covidni zapirajo ali omejujejo delovanje, govori se o nižanju standardov, neposlušne, ne-covidne zdravnike se celo odpušča, pa vendar. O težavah v zdravstvu se govori že zelo dolgo časa, covid je le poudaril stanje, ki ga imamo že desetletja. Vemo, kje so težave, pa jih ne znamo sanirati. Zakaj je to tako težko? Ja, v bistvu situacija, s katero se zdaj soočamo, je bila napovedana. To ni zdaj nekaj, kar bi nas presenetilo. Problem je seveda to, da ni ravno bilo treba, da bi se zgodilo tako brutalni obliki. To res nismo mislili, da bo tako, ampak da se bo pa nekaj takšnega lahko zgodilo, se je pa napovedovalo. To že takrat, ko smo pripravljali neke tiste osnutke predlogov zdravstvene reforme, smo dejansko opozarjali na to in to je bilo že okrog leta 2014. Takrat smo sicer bolj mislili, da bo problem finance, ampak dejansko zdaj se je pa izkazalo, da je pač tale epidemija. Ja, zdaj v bistvu, zakaj gre tako težko? Preprosto zaradi tega, ker je tole težko dojeti. Zdaj vidimo, da se pravzaprav dogaja pred našimi očmi, se nam dogaja to, da je zdravstveni sistem preobremenjen. Točno vsi vidimo, kaj se dogaja, točno vsak dan praktično v živo gledamo številke, pa vendarle še vedno ne verjamemo, da se to dejansko lahko zgodi, ker mogoče je težko razumeti, ampak dejansko, če pogledamo, to je recimo nekaj čez 200
če pogledamo intenzivnih postelj, to so v bistvu 3 avtobusi, ne? To je recimo, ne vem, ali pa recimo 5 avtobusov, ne, za celo Slovenijo, ne. Če si kdo zdaj predstavlja, ljudje si mogoče predstavljajo, da zdravstveni sistem, da to seveda pač pomeni pravzaprav nek nenormalno velik sistem, kjer pravzaprav karkoli se zgodi v tej državi, pač ta sistem lahko absorbira, ne. V resnici zdaj zelo, zelo dobro vidimo, kako v resnici krhek je ta sistem in kako pravzaprav hitro pride do njegove preobremenitve, ne. To je znana stvar in na splošno pravzaprav, ko se pogovarjamo o tisti recimo neomejenosti pravic, o tem, koliko naj bi bilo pravic, koliko naj bi še zdržali sistem, dejansko pravzaprav šele zdaj se je zelo, pravim, najbolj brutalni obliki videlo, kaj to pomeni, ko dejansko je pravzaprav zdravstveni sistem resnično zaseden in kako hitro je to. V bistvu življenje še vedno poteka normalno, imamo občutek, da poteka popolnoma normalno, samo seveda, ko bomo prišli potem v zdravstvene ustanove, v bolnišnice, vidimo, da je preprosto pač zasičen, ne, da je poln in to dokaj hitro. Ja, že pred covidom smo imeli dolge čakalne vrste, zdaj se te samo podaljšujejo. Greva pogledati podatke Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki so mi jih poslali, in sicer v obdobju od januarja do septembra 2021 je bilo v ambulantah družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja za 10,2% več obravnav kot v enakem obdobju leta 2019, torej pred covidom. V zobozdravstveni dejavnosti pa 9,8% obravnav manj, v specialistični ambulantni dejavnosti pa 1,8% obravnav več. Najbolj kritično se mi zdi pa v akutni bolnišnični dejavnosti so opravili za 8,8% operacij manj, če gledava pa zdaj v absolutni številki, pa to pomeni 22.500 posegov manj kot v enakem obdobju leta 2019. Vse to bo enkrat v prihodnosti potrebno nadoknaditi in grozi nam dejansko inflacija cen zdravstvenih storitev. Zdaj, v bistvu najprej to, da se je pač povečalo število obravnav na primarni ravni, to je pravzaprav v bistvu pričakovano. In nenazadnje to, da je to treba pač povečati, število obravnav na primarni ravni, oziroma pravzaprav, zdaj govorim o obravnavah, se pravi vsebinskih obravnavah, ne samo administrativnih obravnavah, to v resnici že dolgo opozarjamo. Namreč v Sloveniji pač je dejansko teh obravnav, se pravi teh razdeljenih obravnav, ko je pač pacient obravnavan na primarni ravni in potem še na sekundarni ravni zaradi iste stvari, je preprosto preveč. Ne, v Sloveniji recimo se približno 80%, se pravi približno 20% problemov pač potem napotuje potem na sekundarno raven, na Nizozemskem je ta odstotek okrog 5%. Samo, ne, se pravi, število napotitev na sekundarno raven je v Sloveniji previsok. Več bo treba zaupati splošnim zdravnikom in seveda tudi samih splošnih zdravnikov bo treba, njihovo število bo treba povečati, da se seveda pač zmanjša število pravzaprav pacientov na posameznega zdravnika. Tako da pravzaprav ta številka mene pravzaprav niti tako zelo ne preseneča, v bistvu gre na nek način v bistvu v pričakovani smeri, samo že ponovno pravim, pač žal v bistvu tako zelo brutalne oblike nas to spremlja zdaj v tej epidemiji. Kar zadeva pač te akutne bolnišnične obravnave, ja, to v bistvu drži, ne, tukaj seveda pač pride do problema, spet se je zelo jasno pokazalo, kaj pomeni, ko je treba pač postaviti potem določene prioritete. Pač, ko se postavijo prioritete, pač potem tiste manj prioritetne stvari potem enostavno čakajo. Zdaj problem je seveda pač ravno v tem, da se je to izjemno težko dogovoriti pač v nekih mirnih časih. Kaj je pravzaprav, kako bomo skrbeli tiste pač paciente oziroma tista stanja, za katera pravzaprav ne pričakujemo, da bodo, se pravi, za katera vemo, da lahko potem pripeljejo do preobremenitve sistema, ne. Jaz sem vedno rekel, pravzaprav, če bi hoteli pač se pogovarjati o tem, na kakšen način obravnavati ta stanja oziroma kaj nekako dati v košarico, kaj ne dati v košarico, dajmo to delati v petek popoldne recimo ob 2 popoldne, ko so vsem, enkrat julija, ko so vsem odili na dopust. Ker takrat začneš racionalno razmišljati, pravzaprav, kaj je res treba narediti, kaj ne. Ker drugače seveda, če se to pogovarjamo pravzaprav o nekih drugih okoliščinah, je vedno seveda je treba še več in več in več, ne. Ampak seveda pač v bistvu, zelo težko, ko pa rečeš v bistvu, kdaj bomo to naredili, bomo že enkrat, ne. Bomo naredili pač, pa bomo malo podaljšali, pa še malo podaljšali, pa še malo denarja bomo dali zraven in tako naprej. Ampak dejansko v bistvu se vidi, ne. Potem, ko pride res v svoji najbolj brutalni obliki, pa vidimo, da preprosto te storitve ne bodo narejene, ali bodo pač narejene v bistvu za neko, v nekem času, ki pravzaprav ni več sprejemljiv. Ja, tako da drži, to drži v bistvu, ampak še enkrat pravim, žal, no, se je moralo zgoditi v tako brutalni obliki, ne, dejansko, da pa se bo to zgodilo tako ali drugače, je pa bilo nekako napovedovano že kar nekaj časa. Je, kaj pa za to pomeni? Mislim, dejansko ta račun bo prišel za nami, a ne, zdravstvo se bo verjetno posledično tudi podražilo za vse nas, ne. Kaj pa to, kako bomo pa to v bistvu shendlali, saj ne moremo kar v nedogled vedno pač plačevati
te zdravstvene storitve? Ja, jaz mislim, da bo treba predvsem pravzaprav povečati pač ta, povečati bo treba v bistvu učinkovitost, zdravstva, ne. Zdaj seveda, ko govorimo o učinkovitosti zdravstva, ne govorimo o produktivnosti. Tukaj se pogosto pač ta dva pojma mešata, se pravi produktivnost nekako, kako povečati število storitev, ne. Druga stvar pa je pravzaprav to, kako povečati učinkovitost. Se pravi, mi pravzaprav si ne želimo povečati število operacij, želimo si pač povečati število pač pacientov, ki operacije ne bodo potrebovali, ne. To je pravzaprav tisto, kar je pač glavni fokus. In zdaj, če mi hočemo ta premik narediti, v tem primeru bo treba absolutno več narediti potem v tistem segmentu pravzaprav zdravstva, v katerem lahko potem dokaj hitro pomagamo z relativno enostavnimi postopki in kjer lahko veliko ljudi pritegnemo. Najbolj očitna oblika je pa seveda pa cepljenje in pa zdravljenje covida. Tukaj pa je v bistvu bolj čistega primera ne bi mogli dati, ne. Se pravi, mi imamo pravzaprav cepivo, ki je poceni, ki je splošno dostopno, ki ima malo stranskih učinkov in ki ogromno prepreči. Po eni strani. In po drugi strani imamo ekstremno drago zdravljenje, kjer mi seveda zdaj lahko rečemo, da bomo reševali pač to z povečanjem števila hospitalizacij, s povečanjem števila pač bolniških postelj, ampak za nenormalno visoko ceno. Ne, tako to je znana stvar. Znano je, da je cepljenje pravzaprav verjetno najboljši preventivni ukrep, ki smo ga kadarkoli v zgodovini dosegli. Ne samo iz razloga, kot se recimo pogosto poudarja, ampak tudi v bistvu preprosto iz razloga, ker je enostavno z malo stranskimi učinki v bistvu in dejansko v bistvu zelo učinkovito in lahko v zelo kratkem času doseže zelo veliko število ljudi, ne. In obratno, kot vidimo, ne, v bistvu kako zelo počasi in kako zelo mukotrpno je potem, ko je treba to potem zdraviti. In ta premik bo treba narediti, ker drugače dejansko, če bomo mi samo kopičili, samo bomo čakali, da ljudje zbolijo, nam bo prišla potem ta situacija, da bojo ti stroški potem pač naraščali v bistvu neke nenormalne višine. Ja, te stroški zdravljenja covidnih pacientov sem objavila v uvodu podcasta, številke so res grozljivo visoke, ampak vseeno, vi govorite tukaj o preventivi, ne samo, kar se tiče covida, ampak na splošno, verjetno v vseh stanj, ki jih imamo v družbi. Nimamo samo epidemije covida, imamo še epidemijo bolezni, debelosti in drugih nezdravega načina življenja. Se pravi, govorimo o preventivi in s tem bi v bistvu lahko prihranili veliko denarja zdravstvu. Ja, takole je. V bistvu pri preventivi preventiva ni tako enostavna, kot bi si človek predstavljal, ne. Preventivna je zelo komplicirana zaradi tega, ker tudi preventiva lahko veliko stane, če ni pravilno vodena. Ne, bistveno je to seveda, da mi pravilno ciljamo, se pravi, da nekako pravilno identificiramo skupine, pri katerih je treba opraviti neki preventivni ukrep in ukrepamo hitro in to ciljno skupino relativno hitro dosežemo. Ne, recimo, če spet potegnem, lahko bi dal zdaj vam za debelost, lahko bi vam dal za diabetes, lahko bi vam dal v končni fazi za kožnega raka in tako dalje, ampak če pa dam recimo zdaj ta najbolj očitni primer, v bistvu, če pogledamo pač covid, ne, točno vemo, kdo so pač v bistvu ciljne skupine in točno vidimo, kako težko jih je pravzaprav zajeti, ne, oziroma doseči, ne. In to je problem, ne, v bistvu se pravi, kateri ukrep boš potem priporočil, da bo dovolj poceni, da bo dovolj enostaven, da ga bodo ljudje dovolj potem sprejeli. In tukaj je ta problem, ker drugače v bistvu o preventivi se ogromno govori, je fino narediti to, ampak spet naletite na problem, da tudi sama preventiva lahko sistem pač preobremeni. Ne, recimo, dal vam bom recimo en zelo tipičen primer iz moje stroke, to je seveda pač v bistvu pregledovanje znamenj. Mi seveda pač absolutno priporočamo samo pregledovanje znamenj. Samo pregledovanje znamenj rešuje življenje. Se pravi, postaviti se enkrat na mesec pred ogledalo in pač v bistvu pogledati svoje znamenja. Se pogovoriti s splošnim zdravnikom. To, kar pa seveda pač preobremeni sistem, je pa seveda to, če pa v bistvu vsi pravijo, zdaj bomo pa z demoskopom, ki je sicer odličen pripomoček, ampak zdaj bomo pogledali vsa znamenja vseh 2 milijonov Slovencev. Zaradi tega, ker mi od trenutka, ko ugotovimo neko nevarno znamenje, do trenutka, ko ga je treba izrezati, v bistvu govorimo o mesecih, mogoče 2-3 mesecih. Če pa mi potrebujemo 10 ali pa 15 let, da vsa znamenja pregledamo, pomeni, da nismo naredili nič. In to je pač seveda recimo en tak tipičen primer, kam preventiva ne sme zaiti. Preventiva ne sme zaiti v način, da pravzaprav, da se potem tisti zdravniki, tiste ustanove, ki so namenjene za to, da bodo zdravile neko bolezen, da se bodo v končni fazi pravzaprav ukvarjali samo z njenim iskanjem. Zaradi tega, ker preprosto potem ne bo ne resursov, ne denarja, ne časa, ne prostora za tiste, ki jih je res treba zdraviti. Se pravi, treba je pravilne skupine najti in pa v bistvu zdraviti v najbolj zgodnjih fazah bolezni. Ne pa, bom rekel, šlogati iz
raziskavne vsebine, ne, se pravi preprosto pravzaprav napovedovati neko prihodnost, v nekih iskati znake neke bodoče bolezni, ki jih dejansko ni, ne, ki jih v bistvu v kateri fantaziramo, in po drugi strani pač v bistvu ljudi pravočasno pripeljati do storitve. Ne. Ja, to ste zelo lepo povedali, ampak saj veste, kako so ljudje naravnani. Vsi bi radi se malo pogovarjali z zdravnikom, ne. Vsi v bistvu iščejo stik z zdravnikom in iščejo nek recept za neko hitro rešitev neke težave, četudi je psihološke mogoče narave. To zelo dobro vem, vam lahko povem tudi moje življenje približno ravno tako poteka, ker dejansko v končni fazi pride na to, da svoje najožje sorodnike moram dobesedno na termin naročiti, če hočem se z njimi sploh pogovoriti. Ampak treba bo začeti verjetno tudi pač v bistvu zaupati tudi splošnemu zdravniku, kdaj kakšnemu drugemu zdravstvenemu osebju in tako dalje. Skratka, naša naloga v bistvu zdravnikov je, da v bistvu dejansko usposobimo čim več ljudi, da bodo pač znali pomagati. Ne moremo pa v bistvu, se pravi, vse v končni fazi doktor pač v bistvu pomeni v bistvu učitelj v končni fazi, ne. Se pravi, naša naloga je čim več ljudi naučiti pravo stvar, ne. Ne moremo pa dejansko se v bistvu z vsakim pogovarjati, ne. Ja, kaj pa Google zdravnik, ne? Veste, da ponavadi ljudje iščejo na Googlu cel kup nekih diagnoz, ne? Ja, v bistvu na Googlu tako, ne, na Googlu vse piše in piše vse pravilno, vprašanje je samo, da je treba najti pravo informacijo, ne, da je treba prefiltrirati, katera informacija je pravilna, katera ne, ne, drugače pa krasno, odličen pripomoček in dejansko tam vse piše, samo dejansko težko se odločiti, katera informacija je prava, če nimaš predznanja, ne. Predznanje je treba imeti, v bistvu treba je znati v bistvu informacije pravilno brati, tukaj bi pa jaz zelo poudaril, da na nekaj, kar mogoče niti ni toliko samo medicinska stvar, ampak tudi stvar pač izobraževanja, v bistvu pismenost, ne, se pravi funkcionalna pismenost. To je zelo velika stvar, se pravi ne samo v bistvu znati prepoznati črke, ne vem, znati tekoče prebrati besedilo, ampak dejansko tudi razumeti verodostojnost besedila, sporočilnost besedila in tako dalje. Tukaj pa seveda velik problem, ne, pri Googlu. Ja, to se kar strinjam, ja, včasih kakšna težava zna biti majhna, ampak potem, ko dobimo informacije iz Googla, se pa kar malo povečajo te težave. A greva pogledati ta izračun, ki sem ga sicer v uvodu epizode omenila, tudi ven sem ga posredovala, koliko plačamo v bistvu v zdravstveno blagajno in pa za samo zdravje, nekako v povprečju 4200 evrov letno. V 40 letih, če upoštevava 3% rast izdatkov za zdravje na leto, kar je zelo, zelo konzervativno, pa skoraj 320 tisoč evrov. Če sva še malo bolj pogumna, če rečeva, da se izdatki povečajo za 5% letno, pa to v 40 letih pomeni 500 000 evrov. Višina vplačila v zdravstveno blagajno je odvisna seveda tudi od naših dohodkov, višjo plačo imamo, več vplačujemo in tudi več stroškov imamo z zdravjem s tem, ko se staramo. Se vam zdijo ti zneski visoki? Ja, te zneske, če jih primerjamo z državami, nam primerljivimi, recimo evropskimi državami, v bistvu so nekje v povprečju, ne, v bistvu pa če pogledam pravzaprav na naše število prebivalcev, pa recimo na naše plače in tako dalje, ne, recimo nekatere države, kot so recimo Nemčija, Avstrija, Nizozemska, v bistvu namenjajo več, ne, kot mi, ne, imamo pa seveda pač v bistvu tudi evropske države, večinoma bom rekel sicer jugovzhodno od nas, ne, ampak tudi pravzaprav v končni fazi Italija, ne, ki pa v bistvu vsaj, ko gre za javno zdravstvo, pač v bistvu namenjajo v odstotku pravzaprav manj sredstev kot mi, ne. Zdaj, vsaj v Evropi nimam občutka ravno, da v bistvu da države, ki namenjajo manj denarja, da bi pač imele boljše zdravstvo. Zdaj, tiste, ki pa namenjajo več denarja, pa imajo v principu sicer nekoliko boljše zdravstvo kot mi, ampak dejansko za veliko več denarja. Tako da v bistvu slovensko zdravstvo ni tako zelo neučinkovito. Mislim, da smo nekje v bistvu v relativno, še v bistvu, kar se tiče odstotkov, v bistvu na relativno, v bistvu na neki razumni višini. Seveda pa v bistvu na splošno, pa o tem, da bi pa mi govorili pa zdaj evropsko zdravstvo, da bi, če ga primerjamo z najučinkovitejšimi zdravstvenimi sistemi, kot so recimo južnokorejski, singapurski in tako dalje, seveda tukaj pa moram reči, da v bistvu cela Evropa, ne samo Slovenija, pravzaprav ni ravno na nekim bleščečem položaju. Se pravi, imamo dobro zdravstvo, ker namenjamo veliko denarja zanj, ne, ampak v Evropi govorim, ne, ampak dejansko pravzaprav neki da bi bila na splošno Evropa, pa pravzaprav nek sinonim v bistvu učinkovitega zdravstva, pa ni več, ne. Seveda, po drugi strani imamo pa drugo skrajnost, ne, Združene države Amerike, ki pa namenijo pač v bistvu za prebivalce v bistvu 2,5-krat več denarja kot mi, ne, pa imajo dejansko v bistvu manj učinkovito zdravstvo kot Slovenija, ne. Tako da jaz bi rekel, da v bistvu, če me vprašate, ali je številka visoka, nizka, prej nizka kot visoka, no. Ampak ja, v principu pa mislim, da ni, zlasti če seštejemo javni del, ne, obvezno zavarovanje, pa to dopolnilno zavarovanje, mislim, da smo nekje v bistvu na neki
recimo komaj še sprejemljivih zneskih. No? Ja. Zdaj na posameznega prebivalca to pride seveda veliko, ne? Ampak jasno, če pogledamo to, kar ste prej pogledali, ne vem, ena sama COVID hospitalizacija, koliko stane, ne? Druga stvar je treba seveda pač pogledati to, ne vem, da koliko pravzaprav tudi na drugi strani dobimo, ne? V končni fazi, ne? To recimo pomeni tam nekje, če boste po drugi strani računali, boste videli tam nekje 70 evrov recimo za splošnega zdravnika, recimo za vse, kar naredimo v bistvu na primarni ravni in tako dalje. Skratka, te številke v bistvu niso, ko se razdeli, pravzaprav povsod vidite, da te številke niso več tako zelo visoke. Ne? Ja, če bi v bistvu investirali oziroma imeli take izdatke kot recimo te zahodne države, kot so Nemčija, Švica, Avstrija, Švedska, bi moralo v bistvu dvigati za 20%, kar pomeni potem 300 evrov mesečno oziroma 3600 evrov letno. Ja, drži. Ja. To so pač v bistvu take številke, če bi hoteli tja priti. Ampak moje mnenje je, da dejansko ni nujno, da tja gremo. Ne? Ni nujno, da tja gremo, čeprav sicer bi zdaj mnogi pač rekli, da je pač to edino prav. Ne? Dejstvo je, da pravzaprav mislim, da se nasplošno v Sloveniji pač ne moremo vedno znova zgledovati po nekaterih državah, ki se tudi same zgledujejo po drugih. Se pravi, edina stalnica v zdravstveni politiki oziroma v zdravstvenih financah so sprememba. Je sprememba. Ne? In zdaj pravzaprav, da bi mi vzeli se pravi, neka države, tudi te, katere ste govorili, ne, da bi se v bistvu zgledovali po državah, ki tudi same se v bistvu reformirajo dalje, ne, v bistvu dejansko nima nobenega smisla. In to mislim, da se tudi COVID je marsikaj pokazal. COVID je recimo pokazal, da recimo Nizozemska, ki je dolgo veljala za pravzaprav nekako v bistvu zgled, ne, zdravstvenega sistema, kot takega vidimo, da je izjemno neučinkovita pri spopadanju s COVIDom. Ne. Se pravi, dejansko nizozemski sistem je odličen ker v bistvu za veliko denarja pač ponuja, bom rekel, zelo, zelo bogato število storitev. Ampak če pogledamo, kako se spopada z neko težavo, kot je na primer COVID, pa vidimo, da slabo. Tudi Švica, recimo, ki ima zelo veliko denarja, namenja zelo veliko denarja, kot taka ravno ne moremo reči, da se na nek vrhunski način pravzaprav spopada s COVID epidemijo, po eni strani. Po drugi strani pa pogledamo Kitajsko ali pa Južno Korejo. Ne? Države, ki so v bistvu ki imajo vitek zdravstveni sistem, ki pravzaprav niti približno nimajo preveč razkošnih košaric pravic, pa vendar imajo izjemno učinkovit v bistvu način spopadanja z epidemijo. Pustimo seveda povezano tudi na račun človekovih pravic in tako dalje, kar seveda je vprašanje, kako bomo to v Evropi, kako bi to tudi funkcioniralo, ampak dejstvo je, da v bistvu samo epidemijo v tem smislu se spopadati znajo na učinkovit način. Zdaj, če se vrnemo nazaj na pač to našo košarico in kaj v bistvu mi koristimo in koliko to stane, to se vsak lahko to preveri na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, seveda z digitalnim potrdilom lahko vsak dostopa do teh podatkov, do svojih osebnih podatkov. Recimo, jaz sem tudi zase konkretno povedala, naštela sem nekaj primerov. Mogoče ena taka zanimiva stvar sem opazila, in sicer pri osebnem zdravniku je vrednost pregleda par evrov. Nad tem je bila tudi začudena moja osebna zdravnica, ker ni vedela, po koliko se obračunava njen pregled. Ne. Specialist denimo je bil pregled ovrednoten na 20 evrov, večino krije seveda obvezno zdravstveno zavarovanje. Če greš pa recimo zasebniku, je pa ta cena 3-krat ali pa 4-krat višja, se pravi tam od 50 evrov dalje. Ali so mogoče storitve v javnem sektorju podcenjene? No, lejte, zdaj v bistvu prvič, da ta cena, pri tej ceni morate eno stvar pač upoštevati, da polovico proračuna, to, kar ste vi videli pri ceni pri splošni zdravnici, je v resnici pravzaprav cena samo tega pregleda. Niste pa videli, da je tudi glavarina ušteta. Se pravi, v bistvu splošni zdravnik pravzaprav dobi za vas v bistvu neko letno dobi pravzaprav nek pavšal, ki je pravzaprav čisto neodvisen od tega, ali vi v bistvu hodite ali ne hodite. Tega niste videli v tem izračunu. Videli ste pravzaprav samo ta pregled. Oni imajo pač tak sistem in ta sistem pravzaprav ni napačen, zaradi tega, ker v resnici pravzaprav to je zato, da v bistvu vi zdravnika lahko pokličete. Se pravi, da se vi vsakič znova ne rabite ukvarjati, ne vem, a boste vi moj zdravnik, imate čas zame in tako naprej. Se pravi, on vas vodi, dobiva pač v bistvu za ta pavšal, da je v bistvu za vas na voljo. In tega ne vidite v tej računu. Se pravi, vi ste dejansko videli ta znesek, ki ste ga videli, je v resnici pravzaprav samo neko, bom rekel, doplačilo, se pravi tisto, kar v bistvu presega glavarino. Zdaj, kar govorimo na specialistični ravni, pa ni, ne? Se pravi, specialist pa dejansko dobi plačano v bistvu samo tisto storitev, ki jo dejansko naredi, se pravi, tukaj ni neke glavarine in celo še več. Recimo, če vi neopravičeno ne pridete na specialistični obisk, dejansko specialistična ambulanta ne dobi nič. Ne? Je nula, kar seveda pač pomeni, da v bistvu vsak vaš izostanek pomeni pač za nekoga, ki bo prišel, pomeni, da bo ta specialist moral v bistvu naslednji dan vzeti enega več, kar pomeni za tiste, ki bodo jutri prišli, pomeni toliko minut manj.
Ne? Tako da v bistvu to je zelo velik, zelo moteč problem, ko v bistvu ljudje na specialistične preglede ne pridejo. Zdaj pa, ko pa mi gledamo ko pa greste v zasebno ambulanto, je pa treba nekaj stvari upoštevati. Prvič, ko vi greste v javnem zdravstvu, vi za eno težavo vas obravnavata dva zdravnika. Se pravi, mi imamo enega zdravnika, splošnega zdravnika, ki je preddružinskega, ki dobi glavarino za vas, potem je dobil pravzaprav pregled plačan in potem pa še v bistvu specialist, ki je dobil plačan pregled tole. To je vse skupaj za vašo težavo. Ko vi greste k zasebniku, vi ne potrebujete napotnice in pa v bistvu, kar pomeni, da on obravnava pravzaprav vašo celotno težavo kot celoto. Prvič. Drugič je v bistvu to, da dejansko to, kar plačujete, v bistvu marsikdaj pri zasebniku je spet to. Vi plačate samo tisto, kar ste se odločili in samo takrat, ko ste se odločili, kar seveda se vedno postavi vprašanje, kdo plačuje pravzaprav tisto stalno dostopnost. Jaz razumem, da ljudje v bistvu imajo težave pravzaprav s tem, ne vem, zakaj dostopnost je to, ampak dejstvo je, da v bistvu, če mi hočemo imeti polno zasedene javne ambulante, se pravi, če nočemo imeti v bistvu prostega teka, to pomeni, da ljudje morajo prehajati na ure in da v bistvu, da morajo biti polno zasedene, kar seveda pomeni v času, ko imate, ne vem, več grip, več viroz, več in tako naprej, pomeni, da se enostavno zamaši. Ne? In to potem povzroča potem te težave. Medtem ko pa seveda, če vi hočete pa imeti po drugi strani pa pravzaprav neko ustanovo, ki vam bo na voljo jutri ali pa ne vem, čez 2 dni, to pomeni seveda, da mora imeti toliko prostih terminov, na katere ne bodo prišli. Ampak seveda te termine pomeni, ambulanta mora laufati, mora v bistvu teči tudi osebje in tako naprej. In to je tisto, kar v bistvu potem to ceno povišuje. Ne? Seveda, tretja stvar pa je to, da so cene določene tukaj pa dejansko po sistemu ponudbe in povpraševanja. Ne? Tako da del cen je seveda odvisno tudi od ponudbe in povpraševanja. Boste videli v Ljubljani višje cene kot izven Ljubljane. No in pa mogoče še ena zadeva, v bistvu tudi samo trajanje pregleda in standard. Ne? V bistvu v javnem sistemu to tudi ljudje v bistvu točno ne razumejo, ampak dejansko pomeni to, da je praktično že ljudem za nekaj mesecev naprej pravzaprav točno določeno, koliko minut bomo za vas vzeli. Ne moremo vas vzeti v bistvu 10 minut več, zato ker preprosto to pomeni, da smo požrli termin naslednjemu. Medtem ko pa v zasebnem zdravstvu pravzaprav to, kar naredimo enostavno, v primeru, če več povpraševanja, se enostavno podaljša pravzaprav čas, ko je v bistvu ambulanta odprta. Seveda, če hočemo to narediti, pa jasno ne moremo reči, da potem, da bo ta pregled pa stal toliko kot v javnem zdravstvu. Ne? Dodatni problem je tudi v bistvu izmenjava informacij. Se pravi, v javnem zdravstvu velja pravilo, da v bistvu ta izmenjava informacij. Se pravi, splošni zdravnik mora dati, v bistvu obstajajo kriteriji, po katere informacije mora posredovati splošnemu zdravniku. V zasebni ambulanti seveda tega ni, kar pomeni, da bo potem v zasebni ambulanti pravzaprav zdravnik v bistvu v celoti v pogovoru z vami pravzaprav pridobival potem te informacije, kar pomeni, da je tudi pregled potem seveda daljši, bolj, bom rekel, manj strukturiran, manj strog, seveda pa hkrati pa prijaznejši do samega uporabnika. Tako da ne gre ravno za primerljive storitve in jaz lahko rečem čisto v svoji ambulanti, lahko rečem, da če pogledam, ja, seveda v istem času, v koncesijskem času pregledamo več pacientov, kot jih pogledamo v samoplačniškem času. Ampak če me vprašate pa pravzaprav, koliko v enem popodnevu koncesijskem in samoplačniškem, kakšna je razlika v izkupičku, ki ga imamo pravzaprav v celotnem dnevu, pa vam lahko rečem, da skoraj nikakršna. Dejstvo je pa, da se pogledamo manj pacientov, zaradi vsega tega, kar sem povedal. Ne? Nekje sem prebrala, slišala, da je pri osebnem zdravniku omejen čas na 7 minut. A to drži? To drži, ja. To drži. To je v bistvu, to so ta standardizirani čas, kolikor samo začunajte, koliko če hoče pogledati 40 ljudi na dan. Če pogledamo, da 6,5 ur se sprejema paciente, 30 minut je malca, 1 uro je pa tako imenovana strokovna priprava na delo, kar pomeni priprava, pregled v bistvu težjih primerov. Ne? Potem pogledajte, v bistvu, če začunate, koliko minut pride in boste videli, da so tam nekje te številke. Ja. Predvidevam, da se je zdaj v času covida zasebnikom povečalo število obiskov, gredo ljudje k zasebnikom kot v javno mrežo, ravno zaradi te grožnje po kolapsu javne mreže. Za koliko se je recimo pri vas povečal? Sigurno je, kar pa tako da, ampak je pa najbolj zanimivo je pravzaprav to, da vsaj v naši ambulanti konkretno, ki je dobila koncesijo ne boste verjeli, po 20 letih, v bistvu to o tem, kako v bistvu zdaj, zakaj pravzaprav pri zasebne ambulante ne morejo pridobiti, v bistvu ne jemljajo napotnico, čisto preprosto, zato ker je bilo treba na prvi razpis čakati 20 let, ampak ja, v bistvu tako je bilo in to je najbolj zanimivo pa je pravzaprav to, da bi človek pričakoval, recimo, zdaj pa je možno
pač na koncesijo, se bo pač v bistvu bo se zmanjšal obisk. Pravzaprav sploh ne. Dejansko v bistvu se ugotovi, da v resnici gre za vprašanje pravilnega razporejanja pacientov. Se pravi, jaz nimam občutka, da ljudje na splošno pravzaprav iščejo samo plačniške storitve zaradi tega, ker pravzaprav v bistvu ne morejo priti v javnem mreži na vrsto, ampak preprosto, ker hočejo imeti drugačno obravnavo. Drugačno obravnavo in to sta dve, zame vsaj jaz lahko rečem, potrdim, da sta to pravzaprav različna sistema. Tako da, glede COVID-a, v bistvu v tisti, bom rekel, če pa pogledam recimo leto 2020, kot recimo tisto zelo referenčno leto, pa lahko rečem, da ni kakšnih bilo bistvenih sprememb, mogoče celo nekaj manj kot to leto 2019. Dajva pogledati še en zanimiv podatek. Delež celotne potrošnje gospodinjstev za zdravje se med letoma 2005 in 2018 podvojil. Najbolj se je povečal pri premožnejših gospodinjstvih. Razlog naj bi bil povezan predvsem s čakalnimi dobami v javni mreži in pa predvsem skrbjo za lastno zdravje. Pa mislim, da so tukaj povedali tudi to, da je razlog tudi to, da si lahko to storitev tudi privoščijo, se pravi višji dohodki. S tem pa se povečuje na nek način tudi neenakost, ne? Ali pa tudi ne, zaradi tega, ker dejstvo odvisno je, kako zasebni sistem pravzaprav funkcionira. Če zasebni sistem oskrbi pacienta, se pravi, to pomeni, da bo potem toliko in toliko manjši pritisk v javne ambulante in to pomeni, da bodo pač enostavno tisti, ki obiskujejo javne ambulante, prišli prej na vrsto, da bodo imeli preprosto več minut časa, kot če v bistvu tam večja gneča. Seveda, drugi problem pa so seveda, pa so v bistvu zasebne ambulante, ki pa bi rekel pretežno usmerjajo paciente potem v javni sistem, ki potem recimo ne dajo. Zato jaz sem recimo zelo velik nasprotnik tistega priporočil, priporočamo, kaj na javni sistem naredi. Se pravi, zasebni sistem je tukaj, da razbremeni javnega, ne pa zaradi tega, da v bistvu da mu dodatno pravzaprav pove, kaj ne bi tukaj delal. Tako da vprašanje, dejansko v bistvu, če se pravilno razporedijo resursi, če se pacienti pravilno razporedijo, potem pravzaprav na račun, bi rekel, te, ki so bolj osveščeni, ki koristijo več zasebnih sredstev, enostavno ostane več prostora potem v bistvu za tiste resnejše diagnoze oziroma za tiste, ki pač v bistvu zasebnega sistema ne morejo privoščiti. Tako da jaz nisem ravno tako, ampak nisem tako zelo, bom rekel, tukaj prepričan, da to v bistvu povečuje neenakost. Je pa še enkrat poudarjam silnega pomena seveda o tem, kaj v zasebnem segmentu počnemo. Se pravi, če dejansko pacienta oskrbimo v celoti, je to plus. Če pa pravim, pravzaprav delamo samo zato, da rečemo, kaj v bistvu bi pa ta pacient rabil še nekaj več, v javnem sistemu pa ne, potem pa delamo samo večjo zmedo. Ja, moram priznati, da tukaj sem dobila tudi odziv od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ker so zelo kritični do zasebnega komercialnega zdravstvenega sektorja. Lahko vam povem, da so ugotovili, da so v ZDA, ker je pač s komercializacijo medicine in zasebnih zavarovanj, da se je življenjska doba prebivalcev ZDA skrajšala oziroma je krajša od prebivalcev Slovenije in da nekako vidijo rešitev v financiranju pač te javne mreže, podobno kot delajo razvite evropske države. Pa potem tudi pravijo, da zdravstvena politika v Sloveniji bi morala ustrezneje ločiti javno in zasebno zdravstvo ter omejiti negativni vpliv zasebnih zdravstvenih zavarovanj tudi, na katere Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da z vidika načela enakosti v dostopu niso primerna in na splošno tudi ne prispevajo k večji finančni zaščiti prebivalcev. Tukaj konkretno govorijo tako o zasebnih zdravnikih, kot tudi o zdravstvenih zavarovanjih, nadstandardnih, vzporednih. Jaz se pravzaprav s tem popolnoma strinjam, S tem se popolnoma strinjam, to, kar so pač povedali in pravzaprav so samo z drugim besedami povedali to, kar sem tudi jaz že prej povedal, Se pravi, gre za v bistvu za pač v bistvu to ločitev, ki pač ne sme biti, se pravi, namen pač zasebnega zdravstva pač ne sme biti pač ta, da bom rekel, rešuje pač anomalije javnega sistema. Prav nasprotno, naloga zasebnega zdravstva je pravzaprav dejansko to ločiti, se pravi, obravnavati paciente, ki si pač to želijo, ki si želijo na ta način obravnavati, ker ne pa to. In zdaj recimo tudi tole so recimo pogosta vprašanja, ki recimo tudi moram reči strani samih uporabnikov velikokrat vprašajo. Zdaj v bistvu ne vem, koliko časa bom pa čakal v javnem koncesijskem sistemu, koliko bom potem v zasebnem sistemu, pa v bistvu potem gre potem tisto, zdaj bom prej prišel potem v zasebne, bo prišel potem prej na vrsto. To v bistvu ni pravilna pot, ker to bi bila pot, sploh pa recimo v strokah, pri katerih recimo bom prej naredil pregled, zato da bom prišel prej do operacije. Seveda potem takšnega sistema zasebnega ne potrebujemo. Mi potrebujemo pravzaprav
število ljudi, ki dejansko pričakujejo, se pravi, v zasebnem sistemu pač dejansko pričakujemo paciente, ki dejansko želijo na ta način pač v bistvu biti obravnavani. Lahko dam isto paralelo kot vprašanje, pač zdaj v bistvu avtobus pa taksi ali pa avtobus pa osebni avto. Ne? Vi v bistvu ne boste šli pravzaprav z osebnim avtom, se ne boste šli peljati do najbližjega avtobusnega postajališča. Vi se boste doma odločili, ali greste na avtobus. Če greste na avtobus, greste doma, se oblečete, greste na postajališče, tam počakate avtobus, se ukrcate na avtobus in se odpeljete tam, tja, kamor greste. Če greste pa z avtom, se greste v garažo, se usedete v avto in se spet odpeljete tja, kamor greste. To, kar pa je ta sistem, recimo to, o čemer opozarjam jaz in v končni fazi tudi ZZZS, je pa to, da pa se mi v bistvu doma se usedemo v avto in se odpeljem do prve avtobusne postaje, kjer pa bom potem v bistvu se posedel pač na avtobus. Si predstavljamo, kakšna gneča bi bila. Se pravi, dejansko jaz se že doma moram odločiti, a hočem eno ali drugo. Seveda, če bom šel v avto, potrebujem servis, potrebujem bencin in tako naprej. Če grem pa seveda pač v bistvu na avtobus, pač potrebujem pač vozovnico in ta bo načeloma cenejša. Ista stvar bi na enak način mora funkcionirati zdravstvo. Se pravi, če se odločim iti zasebno, potem seveda pač je prav, da tudi v zasebnem pravzaprav vsaj nekaj časa, da do rešitve glavne težave vztrajam. Zdaj, ko ste omenjali čakalne dobe, OECD je objavil podatke, da imamo kar zelo dolge čakalne dobe za posege, kot so operacija kolka, kolena, druge operacije in posegi, smo rekorderji. Recimo tudi od kolegice mama, če lahko omenim konkreten primer, je upokojenka, potrebuje protezo in mora čakati 2 leti, da pride sploh na vrsto za pregled. Zato iščejo rešitev pri zasebniku. A se vam to zdi fair, glede na to, da plačujemo ves ta čas za zdravstvo in da potem tudi na pregled ne pridemo? Vprašanje, kako so pač zračunali. Zdaj, če mi pogledamo po drugi strani, ko bomo pač seveda pogledali, kdo pa je v tej čakalni vrsti in kako se pač ljudje razporejajo, pa bomo potem v bistvu marsikaj videli. Ene izmed stvari bomo recimo videli to, da recimo seveda, če mi ponujamo recimo določene operacije že na stopnjah, na katerih v nekih drugih državah operirajo samo na željo pacienta in pa samo plačniško, seveda v tujini tak pacient ne bo v čakalni vrsti, pri nas pa bo. To so pravzaprav tukaj glavni problemi, pravzaprav, kje bomo pač mi postavili pač te kriterije. Dejstvo je, da pač v bistvu ravno to, kar sem že pregovoril, v tujini se ljudje bolj odločajo za to, da bodo rekli, pač to si lahko privoščim, to si želim in to si bom pač v bistvu plačal. Medtem ko pa pri nas je pa dejansko pravzaprav samo ta nekako zgodba, zdaj to je nujno in zdaj pa iščem samo najkrajšo pot, da bom do tega prišel. Tukaj potem tudi se vračamo tisto na začetek, preventivo in tako dalje. Se pravi, dejstvo je, da se v tujini, da je tujini nekako običajno, mogoče bomo eno zgodbo, ko smo imeli na predavanje v Genovi, sem imel na svojih diapozitivih pač napisano to, da se v Sloveniji pač dogaja to, da prihaja do pojavov, ko v zasebnem sektorju dajo potem priporočila za zdravljenje v javnem sektorju. In me potem klical prevajalec in me vprašal, da če sem jaz, verjetno sem se zmotil pri tem diapozitivu, da najbolj, da sem pa mislil, da iz javnega sektorja, da jih vabi v zasebni sektor. Nisem se zmotil. Skratka, v Italiji ne morejo razumeti, da bi nekdo šel k zasebniku zaradi tega, da v bistvu bo opravil pregled, da bi prišel hitreje na vrsto za operacijo v javnem sektorju. V zasebnem sektorju gre v Italijo, gre za to, da pač v bistvu, ker hoče biti v zasebnem sektorju obravnavan. In prej se dogaja obratno, da v bistvu noče biti v javnem sektorju, zato ker se mu zdi, ali da ni ustrezno obravnavan, da ni ustrezno standard, ki se ga želi in tako naprej, in da to gre v zasebno. Ampak ta del pa dejansko je v bistvu zelo napačen, v bistvu za moje mnenje celo v bistvu koruptiven. Se pravi to, da jaz grem pravzaprav v zasebno zato, da dobim priporočilo, da bi šel čim prej naprej. In lahko čisto iskreno povem, tudi v mojem ambulanti pač v bistvu tega ne dobite. Se pravi, če v bistvu pri nas nekdo pride, da bi hotel pač praviti pregled za to, da mu dam priporočilo, da bo prišel v bistvu prej nekam na vrsto na operacijo, preprosto pač v bistvu jaz rečem, ne se odloči. Se pravi, ali hoče biti obravnavan samoplačniško, ali pa pač v bistvu bo šel po javnem sistemu. Ampak v bistvu priporočilo za operacijo v javnem sistemu bo dobil od splošnega zdravnika ali pa od koncesijskega dermatologa. Od zasebnega pa v bistvu pa bo oskrbel njegovo težavo od začetka do konca. Jaz moram priznati, da sploh vedela nisem, da lahko dobiš pri zasebniku priporočilo za potem javno zdravstvo oziroma javno mrežo. Koliko pa to stane priporočilo? Ne, saj v bistvu zadeva ne poteka čisto tako, kot sem zdaj povedal, na tak, bom rekel, tako ekspliciten način, ampak v bistvu pride to, da recimo ljudje pridejo, recimo, ne vem, naprimer, dela si naprimer, ne vem,
plača na primer pač v bistvu nek pregled, potem pa rečeš v bistvu, zdaj bomo naredili še to in to, in potem pa pravzaprav potem ljudje pač enostavno reče, v bistvu si vzame in potem pravi, zdaj bom pa šel, potem pa tečnar to v bistvu splošnemu zdravniku, da mi pa on pa to naredi. Ne? V bistvu če sem jaz povedal, pač, da je treba nekaj narediti, je seveda pač stvar mene, pač pacienta, da se dogovorimo, koliko bo to stalo. Ne pa, da v bistvu je jaz napisal, kaj je treba narediti, potem pa v bistvu to kot pregled, pa še v bistvu pa splošnemu zdravniku pa reče, zdaj pa te preiskave, zdaj pa vi naredite. Ne? In to je tisto, kar tudi ZZZS verjetno opozarja potem na ta problem te dvojnosti. Ne? Ja, a pa mislim, kako pa zasebni zdravnik sprejme to dejstvo ali pa vprašanje pacienta, ko vpraša, koliko bo pa to vse skupaj stalo? A bo dobil odgovor od zasebnika? Ja, pri meni bo. Zdaj ne vem sicer po mojem, ampak kolikor jaz ne vem, mislim, da tudi pri ostalih kolegih, mislim, da bo, da to ni kakšna večja stvar, tako da v glavnem pač načeloma se tudi zakon v bistvu zahteva, da se pač predračun da. Včasih je te stvari težko napovedati, ne? Ampak to velja za vse pravzaprav storitvene dejavnosti, za vse storitvene dejavnosti, kjer bom rekel nekaj popravljamo, če tako pogledam, ne? Boste vedno pač imeli problem, moram pač v bistvu najprej pogledati, pa da vidim pa kaj je, ali pa recimo, ne vem, bom videl izvid, bom videl, potem je treba še kaj narediti. Ne? Te stvari potem mogoče res ni mogoče napovedati, ampak moram reči, večina stvari se pa da vsaj velikostne rece da napovedati. Se veste, kako je pri mehanikih, ne? Hitro najdejo kakšno zadevo, se hecam, vem, da ni najboljša primerjava. Kaj pa recimo, če gre za neko kronično ali pa neko res hudo bolezen ali pa, ki bi bilo potrebno operacije, recimo, da zasebnik ugotovi, da ima neka oseba raka, ki potem potrebuje bolj dolgotrajno zdravljenje. Kaj pa potem v tem primeru se zgodi? Ja, zdaj lejte, v bistvu spet vprašanje, o katerem raku se zdaj pač pogovarjamo. Ne? Zdaj, seveda, če zahtevamo, rak seveda ni diagnoza ravno, v kateri bi zdaj pravzaprav ustrajali pri tem, da bodo ljudje pač v bistvu do, ne vem, svojega celega raka, da bojo pač v bistvu zdravili v zasebnem sektorju. Ne? To sploh niti ni prava, bom rekel, neka diagnoza. Čeprav spet v bistvu, če pogledamo, če govorimo recimo o kožnem raku, ne, to so pa seveda pač v bistvu nekak zneski zdravljenja, vsaj v teh najbolj zgodnih oblikah, ne, so pa v bistvu zneski, ki so, ne vem, primerljivi z, ne vem, enim vikendom v Toplicah, ne. Skratka, to niso za eno osebo, no, skratka, to niso pravzaprav neki tako nenormalno visoki zneski, kjer pa seveda pa postane silno pomembno to, v kateri fazi to odkrijemo. In tukaj je pač v bistvu spet ta prednost. Se pravi, če pač pacient pride, pacient, ki želi pač v bistvu imeti hitro obravnavo, in mi na račun hitre obravnave odkrijemo v bistvu raka v zelo zgodnji fazi, dejansko tudi zdravljenje je v bistvu tako, ki si jo dejansko človek lahko v bistvu tudi popolnoma samoplačniško privošči, ne. Zdaj pa seveda druga stvar je pa seveda pač to, če pa pride v neki pozni fazi, zdaj tukaj bi si pa mi seveda želeli, da pravzaprav pozne faze, da bi jih pa odkril potem javni sektor. In to je tisto, kar si želimo, pač v bistvu, ko govorimo zdaj o učinkovitem javnem sektorju. Se pravi, da če vi seveda imate neko resno maligno bolezen, ta pravzaprav sploh niti ne bi smel pomisliti, da bi šel v bistvu zasebniku, ker njega bi moral pač v bistvu spustiti javni sistem čim hitreje skozi. Ampak seveda problem pa je seveda to, če je javni sistem pa v bistvu obremenjen v bistvu z storitvami, ki bi jih mirno lahko opravil zasebni sektor, potem seveda bodo ti pacienti čakali. In tukaj imamo mi, to je naša dnevna zgodba, ki jaz vsak dan gledam. Jaz gledam pravzaprav ljudje se mi naročajo in se kregajo za to, kdaj bodo imeli pregledana znamenja, ker pač v bistvu je čakalna doba dolga, ampak v bistvu ampak teh znamenj še nihče niti pogledal ni, niti splošno do njih, in v bistvu čakajo, se postavijo vrsto in seveda lahko čakajo 9 mesecev, ker se to lahko privoščijo, ker dejansko v bistvu ne sumijo nič posebnega. Ampak videti, da je pa na ta račun pa v bistvu pa 6 mesecev, pa v bistvu pa nimaš dati kam pacienta, ki ga pa rabiš pa obravnavati, to in definitivno ni pacient, ki bi bil samoplačniški pacient, seveda to je pa zelo grdo gledati. Ne? In tukaj zato bi se želeli potem v javnem sektorju dejansko, da bi javni sektor čim hitreje detektiral stvari, ki jih je treba, ki bojo zahtevali potem drago in zahtevno zdravljenje. Se pravi, teh prehodov potem ne bi bilo potrebno. Ne? Se pravi, če bi enostavne poceni stvari lahko obravnaval zasebni sektor, potem seveda bi pač v bistvu javni sektor lahko obravnaval hitreje resnejše stvari. Gremo se dotakniti še starosti. Starejši smo, več zdravstvenih težav imamo, več se obračamo na zdravnike. Preverila sem tudi na ZZS-ju, kaj pravijo glede samega stroška, in sicer pravijo, da populacija nad 65 let starosti ima bistveno večje in drugačne potrebe, zato so odhodki zanjo okrog 3,5 do 4,5 krat večji kot pri ostali populaciji. In tukaj so mi povedali tudi konkreten podatek, in sicer povprečni izdatek za bolnišnično zdravljenje za osebe starejše od 65 let je v letu 2019 znašal v povprečju 1140 evrov, za osebe mlajše od 65 let pa 314 evrov. Kakšne se vam zdijo te številke?
V bistvu popolnoma pričakovane, ne. Nič pravzaprav ni tukaj drugačnega, kot bi pričakovali ali kot bi bilo kjerkoli drugje po svetu. Zdaj, mogoče pri tej, prvič mogoče še eno stvar, ki se mogoče pozablja pri teh v bistvu 314 evrih pri mlajši populaciji. Treba je vedeti, da v bistvu mi zdravstveno zavarovanje v našem sistemu ne plačujemo samo zase, ampak ga plačujemo tudi za svoje družinske člane. Se pravi, z zneskom, ki ga mi plačamo, dejansko so v bistvu krite tudi zdravstvene storitve naših družinskih članov. Kar pomeni, da medtem ko pri starejših osebah je pa praviloma pa v bistvu dejansko plačujejo, bom rekel, bolj zase. Druga stvar je to, kar je mogoče, kar sem že parkrat opozoril, da v bistvu sta zdravstveno in pokojninsko zavarovanje na nek način v bistvu dve komplementarne zavarovanje. Se pravi, mi dejansko plačujemo danes za to, da bo sistem zdravil starejše ljudi in da potem pričakujemo, da ko bomo mi starejši, da bo potem sistem plačeval pač v bistvu skrbel za nas, zato ker imamo PSGO sistem. Če pa si hočete ga bolj kapitalistično predstavljati, pa lahko rečete pravzaprav to, da v resnici danes plačujemo zdravstveno zavarovanje tiste zneske, ki so visoki, ki ste jih prej omenili, ampak v bistvu jih ne plačujem za svoje današnje zdravljenje, ampak zato, ker pričakujem, da me bo ta sistem takrat, ko bo dražje zdravljenje, pa tudi potem oskrbel. Ne, ker seveda takrat pa ne bom mogel plačevati teh zneskov, ki jih tukaj govorim. Ne. Tako da to je pač ta zgodba. Se pravi, ko ljudje pa zdaj računajo za v bistvu ali letos pač v bistvu porabim zdravstvenih storitev toliko, koliko sem plačal v zdravstveno zavarovanje, bog ne dej, ne, ker v bistvu takrat, ko imam dobre dohodke, ko to lahko pričakujem, v bistvu takrat ne bi bil zdrav. Ne. In dejansko v bistvu vplačujem za to, da bo pač v bistvu takrat, ko bom pač starejši. Ja. Ali pa pravim, bolj pravilno si je pa predstavljati pač to, da v resnici pravzaprav mlajša generacija plačuje pač v bistvu za to, pač plačuje več, za to, da v bistvu koristi sistema več starejši in v bistvu, ker preprosto, ne, ker poglejmo za drugo zgodbo. Če sistema ne bi imeli, kdo bi moral skrbeti za naše starše? Mi, ne? Mi bi morali plačevati njihovo zdravljenje. Ne? In potem bi spet prišli do tega, res bi zase pač zapravili 314 evrov, ampak za svojo mamo, očeta, ne, bi pa moral plačati pa 1400. Ne? Če pa imam zavarovanje, potem dejansko v bistvu plačujem jaz v sistem, zato da sistem za to poskrbi. Ja, mogoče zdaj tako, ne? Zdaj marsikateri mlajši človek bi se zdaj oglasil in rekel, da mora v bistvu tudi danes plačevati za svoje starše, ki so celo življenje delali za svojo pokojnino, pa si danes ne morejo privoščiti normalnega življenja. Tako da tukaj dejansko mladi ljudje tudi plačujejo svojim staršem v domih za upokojence in podobno, za zdravila in tudi za razne proteze in podobno, ne, zato da lahko obiščejo zasebnika oziroma kakšnega drugega zdravnika. Ne. Tako da marsikdo bi rekel, podobno kot za pokojninsko blagajno, da je to na nek način neka ponzi shema. Ne. Kako bi vi komentirali to? Na kakšen način mislite? To je tisti način, kot ste povedali, danes v bistvu mi vplačujemo, zato da lahko starejše generacije v bistvu živijo od tega. Ne? Če nekako zmanjka plačnikov in glede na to, da se Slovenija, da je izredno stara populacija, ne, bo kmalu zmanjkal plačnikov, oziroma bojo tisti, ki zdaj vplačujejo, imeli bistveno slabše pogoje. Ne? Drži. To popolnoma drži in zaradi tega pač ta sistem te medgeneracijske solidarnosti bo treba ohraniti. Ne? Drugače bomo prišli na to, kar ste prej povedali za ZDA. Ne? Pač v bistvu pri ZDA v bistvu manjka sistem. Ne? Se pravi, pri njih ni problem samo to, da sistem, bom rekel, da ni, da stane veliko. Ne? Problem je tudi to, da je strahotno neučinkovit. Ne? Ravno zaradi tega je pač to in tukaj jaz upam, da bo pač pri nas se pač ohranila ta ideja pravzaprav te medgeneracijske solidarnosti, ker pravzaprav, če ljudje si ne predstavljajo, koliko bomo plačevali za zdravstvo, za primer, če bomo mislijo, da bomo mi danes v bistvu varčevali. Če mislimo, dajte si predstavljati, koliko bi vi hoteli recimo zase v sedanjih letih, koliko mislite, da si morate dati na stran za svojo starost. In začnite računati, da boste videli, da najprej morate ugotoviti, dokdaj boste živeli. Ne veš, dokdaj bo živel. Ja, približno veš, no. Tablice smrtnosti neke približne ocene so tam do 80 plus. A bi si vi upali pravzaprav načrtovati svoje prihranke na ta način, da boste rekli v bistvu, takrat, ko je po moji tablici smrtnosti, ko bom pač umrla, takrat v bistvu bom na nuli. Ne?
Ne boste, ne? Vedno boste rekli, kaj pa, poleg tega nekaj, tablica smrtnosti ni pri vsake letu enaka, ne? Se pravi, ena je pač v bistvu moja pričakovana življenjska doba ob rojstvu, ena je pa ob recimo, ne vem, pri 80 letih. Se pravi, če sem star 80 let, bom imel, ne vem, svoje pričakovano, zdaj na pamet govorim, na pamet ne vem, koliko je, ampak je recimo 85 let, ne? Se pravi, se tudi navzgor premika in dejansko vi ne boste upali, pravzaprav reči, v bistvu jaz bom svoje prihranke letno razporejal tako, da potem pri 80 bom ostal brez prihrankov, če ne boste imeli zavarovanja. In zato seveda pač je ključno, da imate zavarovanje, ki pač pomeni za to, da vas zavaruje v bistvu za doživetje, ne? In zdaj seveda, če bomo mi se šli na skrajni egoizem, ne? Se pravi, bomo rekli enostavno, jaz bom dajal samo na stran, zaradi tega, ker itak zame nihče ne bo poskrbel, si bom pač plačeval takrat, ko bom bolan, zato da bom imel takrat preprosto, ne veste, koliko si morate dajati na stran. In boste lahko pa šli v drugo smer, se pravi, da boste danes šli v neko hudo revščino, preprosto zaradi strahu, kaj se bo zgodilo v primeru pač v bistvu, ko, ja. Ja, mislim, da že danes vemo, da vsi mladi ljudje morajo varčevati za dodatno pokojnino, ker tisto, kar bomo dobili od države, bo mizerno nizka. Že danes upokojenci težko živijo, kaj šele potem, ko se bomo mi upokojevali. Zdaj, kar se tiče recimo zdravja, jaz menim, da bi bilo potrebno določen znesek nameniti tudi zdravju, ker naša zdravstvena blagajna je pod pritiskom in glede na vse tiste podatke, ki sva jih prej omenjala, se bo ta pritisk samo še večal. In vse več ljudi bo iskali alternative, bojo obiskovali zasebnike in obiskovali tudi alternativce, o katerih danes sploh še nič nisva govorila. Ja, v bistvu, okrog varčevanja, moj predlog bi bil, da se je vendarle treba tudi za čas starosti pravzaprav predvsem poskrbeti pač denarni tok. Jaz vem, da pravzaprav v Sloveniji smo zelo pač v bistvu radi, pač v bistvu imamo denar na banki ali pa imamo pravzaprav v nepremičninah, ne, in pač v bistvu to mislimo, da pač je nekako tisto pač način varčevanja, ampak še enkrat, kako si bomo tukaj, to je seveda lahko neka stvar, ko imam jaz točno končni cilj. Vem, hočem si pač privoščiti to in to, zato bom potreboval približno toliko denarja in tako naprej. Zdaj seveda problem pa nastane, ko v bistvu imam tako totalno negotovo zadevo, kot je recimo kot je v bistvu moje zdravstvo ali pa v bistvu moje storitve, ki jih bom potreboval v bistvu v času, za katerega pravzaprav niti ne vem, koliko bo trajal. Tako da jaz mislim, da tukaj vendarle, kakorkoli obrnemo, da je treba iskati v bistvu rešitev v zavarovanjih, razen seveda za ljudi, ki seveda si lahko pričakujejo, da imajo pravzaprav toliko premoženja, da bojo recimo lahko iz obresti si v bistvu to plačevali, ne? Ker vemo, da takoj, ko začneš glavnico, je že tako vprašanje, koliko časa si jo boš lahko načenjal, ne? Tako da po mojem je dejstvo pri ljudeh, ki nimajo toliko premoženja, da bi si lahko res samo iz obresti ali pa iz letnih donosov pač v bistvu plačevali v bistvu dovolj, bi rekel, teh storitev, da bi si na nek način morali denarni tok zagotoviti tudi ta zasebni. In tukaj je verjetno potem zavarovanje boljša rešitev kot v bistvu neko klasično varčevanje, ne? Drugače se pa strinjam z vami. O kakšnem zavarovanju govoriva tukaj konkretno? Ne vem, govorimo recimo o zavarovanju, govorimo o pokojninskem zavarovanju. Zdaj, pokojninsko zavarovanje, ko se pogovarjamo spet to, ne, da če govorimo, recimo bom šel k zasebniku bom plačeval pravzaprav svoje tekoče pokojnine, bom plačeval storitve. Se pravi, jaz dejansko potrebujem denarni tok, potrebujem denar, ne potrebujem pravzaprav zdravstvenega zavarovanja, ker govorim zasebnega. Ker problem zasebnih zdravstvenih zavarovanj je to, da v bistvu nad 65 letom v bistvu praktično boste videli redke produkte, ki vas hočejo zavarovati. Nekatere zavarovalnice sicer imajo to možnost, da potem v bistvu imajo kombinacijo varčevanja in zavarovanja. No, morda, da bo to smer šlo, ampak če boste pogledali, v bistvu to ni zelo daleč od ideje dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ja, to je res, ja. Tle je treba biti zelo previden, ker tudi zavarovalnice znajo biti zelo prefrigrane. A greva najprej na dopolnilna zavarovanja. Ja. Imamo jih od leta 1992, nekako krijejo od 10 do 90% tistih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije. Premija trenutno je okrog 35 evrov mesečno oziroma 420 evrov letno. Premija se noro hitro vzpenja, v 15 letih za kar 75%. Povejva še to, da 95% odraslih ima sklenjeno to zavarovanje. Ampak vseeno na vlade, kar nekaj vlad v preteklosti, tudi lansko leto smo videli pobudo za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Tudi ZZZS je bil kritičen do v bistvu te pobude. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ja, moje mnenje, jaz sem kritičen. Jaz nikakor nisem pač v bistvu podpornik dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Se tudi strinjam, da bi ga bilo treba ukiniti ali pa v bistvu zelo spremeniti njegovo obliko.
Ampak moram biti realist. Ne? Dejstvo je, da v bistvu vsaj prejšnja vlada je bila zelo daleč v tem, da bi ga ukinila, in dejansko, ko začnete potem računati s številkami, pridete potem seveda do tega, da če hočemo narediti zavarovanje bolj solidarno, to pomeni, da bodo pač nekateri, ki danes že mislijo, da plačujejo preveč, da bodo morali plačevati še več. Ne? Zaradi tega, ker pravzaprav danes plačujejo dopolnilno zavarovanje tudi osebe, ki jim to predstavlja, ne vem, lahko tudi 5 ali pa 10% njihovega mesečnega prihodka. Ne? Tako da, kar je seveda ogromno, zelo visok procent, ampak dejansko dejstvo je, da v bistvu, če hočemo njih razbremeniti, morajo potem drugi bi morali potem plačevati še več. In kot smo videli, pravzaprav tukaj političnega konsenza za to ni bilo v Sloveniji. Tako da zdaj dopolnilno zavarovanje je na nek način, bom rekel, ta neka tržna uspešnica, se pravi, dejansko ima neverjetno število pravzaprav zavarovancev, in pa dejstvo je tudi to, da je vsaj v teoriji je pravzaprav prostovoljno, in dejstvo je tudi to, da na nek način v bistvu ni tako zelo progresivno. Se pravi, na nek način pravzaprav tudi tisti, ki, bom rekel, koristijo več storitev, tudi v procentualno gledano več plačujejo. Se pravi, na nek način je bolj pravičen, je pa seveda manj solidaren. Tako da v bistvu ta del izkazalo se je nekako čist politična realnost, je pokazala, da ga je pravzaprav zelo težko ukiniti. Čeprav je, bom rekel, verjetno skregan z vsemi pravili in verjetno ga najbrž ni nobene svetovalne, bom rekel, nobena mednarodna organizacija, ki bi pač v bistvu podpirala tak model. Ne? Zdaj pa, dokdaj bo trajalo to zavarovanje, v bistvu ali se ga pa splača, jaz osebno mislim, da toliko časa, dokler ne bodo ljudje pa spoznali, da obstajajo kvalitetnejši zasebni produkti, kvalitetnejša zasebna zavarovanja. Se pravi, to, da ima nekdo v bistvu še neko dodatno zasebno zavarovanje, je, bo rekel, zelo običajna stvar skoraj v celem razvitem svetu. Je pa seveda problem to, da pa da krije samo procent neke storitve v javnem sistemu. Pravilno bi bilo, da nas zasebna zavarovalnica spremlja, da celotno storitev pokrije. To, kar sem tudi že prej povedal, ne, se pravi, ta del, ne, se pravi, če imam neko težavo, se odločim, ali grem po sistemu ZZZS-ja, ali grem po sistemu zasebne zavarovalnice, in zasebna zavarovalnica naj me pokrije, potem naj me spremlja potem v celoti. In teh produktov jaz moram reči, da jih pogrešam, in teh produktov ni. Se pravi, ljudje se ne čutijo zaenkrat še dovolj, bom rekel, varni, ne, v bistvu v teh zasebnih zavarovanjih, pravih, dodatnih zavarovanjih, in zaradi tega, po mojem, vztrajajo pri dopolnilnih. Zdaj, ko se bo izkazalo, da je dodatno zavarovanje za neko primerljivo ceno ponuja boljši produkt kot dopolnilno zavarovanje, po mojem bo to pravi konec dopolnilnega zavarovanja. Ampak to, da bi se pa sama politika odločila ukiniti, jaz mislim, da ne. Zdaj ste dali zavarovalnicam kakšno idejo. Ampak preden greva na zavarovalnice in njihova ponudba, se vseeno ustavimo še majčkeno pri dopolnilnem zavarovanju. Jaz sem teden ali pa 2 tedna nazaj dobila obvestilo od Vzajemne, da bo za zavarovance za kar 22,5 € nižja premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj so zabeležili nižje odhodke za zdravstvene storitve od načrtovanih, zato vsa ta presežna sredstva vračajo zavarovancem. Podobno so naredili tudi leta 2013 in 2014. Kaj se vi mislite o tem? Mislim, to je majčkeno zaskrbljujoče, ne? Ja, zdaj pač prav je, da to naredijo, ne, če imajo pač Vzajemno zavarovanje, ne, namesto da si to razdelijo dobičke, ne, da ne kupujejo nove Ferrarije, bolj, da to naredijo, ne, tako da v bistvu to je že prav, da so naredili. Zdaj, po mojem, to vendarle kliče pravzaprav po potrebi potem, da se razvijajo neki pač, bom rekel, pravi zavarovalni produkti, ne, ker recimo tudi, kar ste prej govorili pravzaprav o zdaj o naraščanju pač v bistvu teh samoplačniških, v bistvu out of pocket plačil. V bistvu mednarodne organizacije nobena ne pravi, da pravzaprav, da morajo biti vsi viri sredstev, da morajo biti pač javni. Gre seveda samo za to, da so pravzaprav na nek organiziran način zbrani. Ne? In zdaj seveda, če bomo mi pogledali, če bo prišlo potem do nekega naraščanja tega out of pocketa, jaz upam, da bojo zavarovalnice pač odreagirale in dejansko ta out of pocket začele potem pokrivati v bistvu s pravim zavarovanjem. Ne nazadnje, pravzaprav morda bojo pa res prihajalo do tega, da v bistvu, da če bo res prihajalo do manjšega pritiska do teh storitve, mogoče bo preprosto zaradi tega tudi med samimi zavarovanci večji interes potem za prava dodatna zavarovanja. Ne? Ja, kar se tiče teh zavarovanj zdravstvenih, imamo kar poplavo teh zavarovanj, so tudi kar zavarovalnice precej iznajdljive, ampak zanimiv podatek je pa ta, 26% prebivalcev Slovenije je leta 2019 imelo polico dodatnega oziroma nekega vzporednega zavarovanja. Kaj si vi mislite o tem? Ne? Zdaj, tukaj oni v bistvu nekako se mi zdi izkoriščajo te nekako pomanjkljivosti javne mreže in ponujajo prej do specialista, klepet z zdravniki, drugo mnenje in podobno. Stane pa nekaj evrov na mesec takšno zavarovanje.
Ja, prepoceni je, ne? Prepoceni je, če pogledamo za to, kar ponuja, v bistvu, ja, je pa primerljivo pa v bistvu s tem, kar ponujajo, ne. Dejansko še vedno to ni to, ne, se pravi, to še vedno ni zavarovalnica, ki bi mene spremljala. Se pravi, jaz imam težavo, je zavarovalnica me pač v bistvu me spremlja, jo pokličem, pač v bistvu mi oskrbi od začetka do konca, ne. Tako da jaz mislim, da to so še vedno neki poskusi, ampak jaz verjetno drugače niti ne morejo. Dokler imamo pač dopolnilno zavarovanje, ki je relativno drago in ki je zaenkrat še vedno pravzaprav za katerega je največji interes, ne. Jaz težko verjamem, da bomo zdaj v bistvu našli pač veliko interesentov, ki bi plačevali pa še 30-40 evrov, pa še dodatnega zavarovanja zraven, ker to bi bilo veliko, ne. Upam pa, ne, seveda, da se bo pa začeli razvijati recimo produkti po tam nekje, recimo 45-55 evrov, ne, pravega dodatnega zavarovanja, se pravi, tam, kjer dejansko dopolnilnega več ne boste potrebovali. Seveda, to bi pa postalo pa zanimivo in to pa je zelo pogrešano. Se pravi, vi govorite o neki zelo veliki ponudbi pač zavarovanj, jaz osebno pa moram reči, da jaz pa jih vidim pa zelo skromno ponudbo, ne. Skratka, ponujajo res v bistvu take, bom rekel, res malo take storitve, kjer jaz bi bolj rekel, da v bistvu to niti ni pravo zavarovanje, ampak samo to, da jaz v bistvu plačam nek pavšalni znesek, da dobim neko dodatno servisno storitev, ne, dalje, ne. To se mi ravno ne zdi zavarovanje, no, to, kar je, ne. Ampak ja, za začetek je pa dobro, no, v bistvu vsaj začeli so, no, ker dolgo časa sploh niti začeli niso, ne. Ja, mogoče tudi ljudje to najbolj razumejo, take enostavne produkte, a ne. Bolj, ko imaš zakompliciran produkt, več imajo dela s pojasnjevanjem, ne. Greva se dotakniti še ene zanimive tematike, ker v bistvu zelo malo podatkov je na voljo, niti nimamo nekega vpogleda v to, koliko denarja v bistvu za to zapravimo, gre za alternativce. In sicer nekje sem prebrala v bistvu, da gre tukaj več 100 evrov lahko za te alternativne oblike zdravljenja. Poznam tudi kar nekaj ljudi, ki pri alternativcih porabijo v bistvu kar nekaj denarja v vrednosti srednjecenovnega razreda, avtomobila srednjecenovnega razreda. Kakšno je vaše mnenje o alternativcih? No, zdaj, da se razumemo, vsaj jaz seveda, pač jaz sem naredil pač medicinsko fakulteto, v bistvu in pač jaz seveda verjamem pač v bistvu ne bi šel na medicinsko fakulteto, če v bistvu se ne bi pač v bistvu verjel v tem, da pravzaprav, da se medicina dela na podlagi pač znanstvenih odkritij. In jaz v bistvu seveda pač ne morem reči, se strinjam, da v bistvu alternativna medicina, da je medicina. Zaradi mene je lahko alternativna, ampak ne morem se pa strinjati s tem, da je medicina, ker v bistvu pač je tukaj malo terminološke zmede. Toliko pravzaprav o tem, o samem tem, zdaj pa seveda druga stvar, ena zelo druga stvar pa je seveda to, ali sem proti temu, da pač obstajajo alternativci, sploh ne. Namreč jaz vedno pravim takole, v bistvu dan ima vedno 24 ur. In zdaj, če jaz pogledam pravzaprav to v bistvu v naših ambulantah, kaj mi lahko pacientu rečemo? Mi rečemo, diagnoza je taka in lahko rečemo, zdravi se na ta način in zdravilo se bo toliko in toliko časa. Je pa tukaj pa cel kup v bistvu raznih stvari, ki jim pa seveda pač zmanjka, ne. Če bom pač jaz rekel, ne vem, pač, če vam rečem, gripa se zdravi en teden boš se slabo počutil, ne. Zdaj seveda pa v bistvu mi ne dajemo tukaj nekih priporočil, kako se bom pa jaz v bistvu boljše počutil v času gripe, ne, kaj mi bo bolj ustrezalo, ne. Ali pa recimo, druga stvar, recimo, to jaz lahko rečem, pač znanstveno ni dokazano, da bi neko pač kronično bolezen znal pozdraviti. In jaz sem pravzaprav tukaj končal, ampak pacient je še vedno živ, pacient še vedno ima nekih 24 ur in ki jih mora nekje preživeti in v bistvu v končni fazi ima tudi nekaj, če hočete, alternativca, ki se bo v bistvu z njim pogovarjal z njegovo težavo, o njegovi težavi. Jaz tukaj ne vidim nič narobe. Vi ste govorili recimo o avtomobilu srednjega razreda. Zdaj, poglejmo človeka za neko kronično težavo. Kaj njemu več pomeni? A mu več pomeni to, da se bo v bistvu pogovarjal, da bo nekdo poskrbel za njegovo težavo, se nekaj trudil, v bistvu vsaj ga poslušal, pač okrog njegove bolezni, ali si kupiti v bistvu avto? Vprašanje je, ne, dejansko mu mogoče to v življenju pravzaprav več pomeni. Tako da jaz moram reči, v bistvu alternativna medicina, dokler ne razgraša v to, da pravzaprav da bo pozdravila nekaj bolje kot v bistvu neka zahodna medicina, da bo pozdravila nekaj, kar se pravi, dokler ne bo začela obljubljati nekih napačnih upov ali pa v bistvu ljudi odvračati od samega zdravljenja, jaz nimam nič proti njej. A greva se dotakniti za konec še mogoče, včeraj sem ravno poslušala, ko so se politiki pogovarjali o proračunu, nekaj se je govorilo, da se bo pač tudi vlagalo v zdravstvo, zdaj trenutno se izredno malo vlaga v primerjavi z drugimi državami OECD, in sicer 0,5% letnega BDP-ja, Nemčija recimo vlaga 1,1%, Avstrija 0,9% in tako dalje. Kje je zdravstvo najbolj podhranjeno in kje pričakujete, da bo največ vlaganj? Oziroma bi moralo biti največ vlaganj, da se dvigne produktivnost, ne, o kateri ste prej govorili.
Ja, to ste zdaj pravzaprav zanimivo vprašanje postavili. Verjetno najbrž kogarkoli bi vprašal, bi najbrž povedal isto in to je verjetno ena izmed težav, ne. Vsekakor mislim, da, če pogledamo pravzaprav, kaj nas pričakuje, seveda nas, kaj v perspektivi z starostjo, seveda bomo rabili vlagati veliko v nevrologijo, bomo rabili veliko v onkologijo, verjetno bo treba pač v bistvu tudi v samo mobilnost v bistvu ljudi, ne, se pravi ljudi, ki pač z nekimi okvarami pač gibal, bodo pač to potrebovali, ne. Tole, potem seveda absolutno podhranjeno je primarno zdravstvo, urgentna medicina in tako dalje. Skratka, to so sigurno pač neki poudarki, na katere bo treba dajati glede na sedanje perspektive. Zdaj pa ne, in seveda popolnoma novo je pa seveda pač to, kar je po mojem mnenju bilo močno zanemarjeno, je pa področje bilo pač infekcijske bolezni, ne. Mi smo mislili, da smo jih premagali, ne, pa jih dejansko nismo. Se pravi, to zgodnji odziv pravzaprav na infekcijske bolezni, na taka tveganja, kot jih imamo zdaj s covidom, je seveda sigurno nekaj, v kar bo treba bistveno več vložiti. Ja. A mogoče kaj spremljate borzo oziroma podjetja, farmacevte in druga biotehnološka podjetja, ki kotirajo na borzi, in mogoče, če lahko kaj svetujete tukaj našim poslušalcem, ki so zelo zainteresirani za investiranje na borzo? Ja, glejte, jaz sem pač v bistvu del zdravstva, če mene vprašate. Zdravstvo je definitivno pač v bistvu neka panoga prihodnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker potrebovali jo bomo več, dejansko namenjene nečemu dobremu, pač ne škoduje, in če pogledamo, pravzaprav je ekološko, sicer ne bom zdaj šel v detajle, kako se kaj proizvaja, ampak v principu je ekološko dokaj sprejemljiva dejavnost. In če jaz pogledam, recimo, da mogoče, če je bilo 20. stoletje, ne vem, obdobje pač v bistvu neke mobilnosti, ne, se pravi v bistvu, kako bomo čim bolj mobilni, kako se bomo čim več gibali in tako naprej, dejstvo je, da je vprašanje, kako je to v bistvu ekološko, zdravstveno in tako naprej vzdržno. Tako da jaz mislim, da zdravstvo je definitivno panoga, ki ima v bistvu veliko prihodnost v bistvu in ki bi bila pravzaprav zelo pozitivna. Tako da recimo, če zdaj govorimo o vprašanju zdaj to, ali koliko procentov bi namenili za zdravje. Jaz upam, da bomo nekega dne več procentov BDP za zdravje namenili kot za, bom rekel, ne vem, vožnjo z avioni ali pa nakupe osebnih avtomobilov, ne. Tako da mislim, da tukaj je to prav, ne, in nenazadnje v bistvu vsak je lahko, če pogledamo, je lahko del te zgodbe. Tukaj pa mogoče pa vsej tej grozne zgodbe s covidom mogoče pa nekaj vendarle lahko opazimo. Prvič, dejansko danes je Slovenija pač odprta. Kdorkoli lahko kupi delnice, če kdo hoče biti del farmacevtskega lobija, lahko takoj postane, ne. Gre v bistvu samo na borzo, kupi pač v bistvu delnice in že v bistvu nekaj dobijo tega. Druga stran, zdravstveni poklici nismo bolj kričali po v bistvu ljudi, po novih kadrih v zdravstvene poklice. Mladi ne se odločijo, ne, v bistvu super, ne, v bistvu čim več se bojo odločali za zdravstvene poklice, tem bolj. Se pravi, jaz ne bi toliko o tem, koliko nas to stane, ampak dejansko to je zelo velika priložnost za to, da v bistvu da vsi skupaj nekaj naredimo. In jaz mislim, da bomo dejansko vlagali v industrijo, ki je ekološka, ki ima perspektivo, ki je namenjena človeku in po kateri bo potreba, ne. Ja, mislim, da super ste to povedali, mislim, da lahko tukaj tudi zaključiva. Tako da najlepša hvala za izčrpne informacije. Želim vam veliko sreče pri delu in upam, da se končno ta COVID situacija reši, čim prej reši, no. Hvala lepa, to upamo vsi, ja, da se vrnemo nazaj v normalo, ja. Hvala, adijo. Hvala za vabil, adijo. Toliko za danes. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businessspace.com. Ne pozabite na našo delavnico o investiranju, ki se bo zgodila 9. decembra. Vsebino preverite na www.businessspace.com webcast, poševnica webcast. Torej, businessspace.com /webcast. Toliko za danes. Želim vam lep dan. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.